Neprecenljivo se je zgodilo, Peter Prc je prišel mimo in sta otroka doživela v bistvu srečanje z njim. In otrokom manjka, da bi že na začetku se naučili pravilno ravnati z denarjem, tudi razumeti investicije, kako deluje borzni trg. Jaz praktično plačujem vse na digitalni način. V zadnjem času večinoma s telefonom ali pa uro. Kar pomeni od kavice, če je le možno, do največjih nakupov. Lepo pozdravljeni v podcastu Metro Minutke. Danes je z mano Aleš Petejan, direktor marketinga podjetja Mastercard. Lepo pozdravljeni, Aleš. Lep pozdrav. Vi ste človek, ki je izjemno v stiku z novimi tehnološkimi trendi, rešitvami in tako dalje. Če bi morali zbrati samo eno tehnološko inovacijo, brez katere ne znate več živeti, katera bi to bila? Jaz sem človek, ki rad neke nove tehnologije poizkuša, tako da telefon, računalnik, tablica, vse te klasične zadeve so dnevni spremljevalci, mogoče celo preveč včasih. Ne vem, nazadnje sem recimo preizkusil tudi Metina očala. Prejšnji teden je kolega dostavil recimo prstan, s katerim lahko plačujemo, ampak mogoče bom izbral nekaj iz nekega čisto drugega okolja, pa bom rekel letalo. Ker pač letalo mi omogoči, da gremo z družino po svetu, pa spoznavamo neke nove kulture, običaje, kar se, bom rekel, mi zdi pomembno, pa uživamo v tem. Plačevanje s kartico ali gotovino? Verjetno nisem prava oseba za to vprašanje, tako da zagotovo moram odgovoriti, v bistvu, ne bom rekel s kartico, ampak z digitalno, da tako rečem, ampak zgodba se je daleč začela. Jaz sem začel poslovno pot v bistvu v KBM leasingu, to je del skupine Nove KBM bil takrat. Takrat na začetku, se prav spomnim, smo imeli ene promocije, bil je teden varčevanja in takrat sem kartico naročil. To je, mislim, star 25-27 let in prišla je zlata kartica, to je bilo nekaj super. Od takrat naprej v bistvu plačujem s kartico praktično vse nakupe. Jaz sem pričakovala odgovor na to vprašanje, tako da imam pod vprašanje pripravljeno. A pa so kakšne priložnosti, kjer pa vseeno plačujete z gotovino? Jo sploh imate v denarnici? Danes do vas sem prišel samo s telefonom, da tako povem. Večinoma, če bi rekel, po Evropi je zgodba podobna. Včasih, ki je na drugih kontinentih, bom rekel tako, za vsak slučaj, ker mogoče ne poznam vseh podrobnosti lokalnih, imam kakšno lokalno valuto, s tem, da, bom rekel tako, da včasih smo lahko presenečeni, kje vse lahko v tujini plačujemo s kartico, kot tudi mogoče v Sloveniji ne moremo, v določenih okoljih. In zelo, zelo malo gotovine v resnici, ker se mi zdi pač ena izkušnja plačevanja s telefonom ali pa kartico je lažje, kot razmišljati, ali imaš dovolj gotovine ali nimaš dovolj gotovine, menjevati valute v tujini in podobno. In se mi zdi, da pač pomembno, ta izkušnja, ki jo imamo, bom rekel, čim bolj enostavno, noben pač ne plačuje ratne. Mastercard ima že desetletja en zelo popularen, skoraj ponarodel slogan, nekaterih stvari se ne da kupiti, za vse ostalo je tu Mastercard, ki je v bistvu se toliko prijel, da obstajajo celo določene šaljive variacije na temo in tako dalje. Zakaj po vašem mnenju je ta slogan tako dobro sprejet? Tega sicer v takšni obliki ne uporabljamo več, uporabljajo pa ljudje še vedno v svojih pogovorih. In to je bil v bistvu začetek Pricelessa. Zgodbe, ki je začela se leta 97. Pa če pogledamo malo nazaj, v tistem času je pač Mastercard bil eden izmed ponudnikov plačil, tako kot danes, imajo pa na trgu malo tako slabšo pozicijo v nekem percepciji znamke. Na eni strani je bila ena konkurenca, ki je osvojila področje vsakodnevnih plačil, na drugi strani sta bila dva konkurenta, ki sta bila zelo močno zasidrana na področju nekega premium segmenta. In Mastercard je takrat bil nekako vmes. Takratni šef marketinga je v bistvu rekel, da smo emocionalno mrtvi.
In takrat je v bistvu bil en pač velik pitch, kjer, koliko sem videl zgodbe, kako je to nastajalo, je 35 rešitev bilo. Ena izmed rešitev je bila tudi priceless, ki v bistvu povezuje ljudi, povezuje njihove občutke, povezuje njihova doživetja in kar je lepota tega, je, da v bistvu vsak dojema drugače. Nekaj, kar je neprecenljivo za vas, je za mene drugače. In zato je to v bistvu, lahko rečemo, ena ikoničnih platform marketinga, ki živi zdaj že več kot 25 let. Kaj pa je za vas neprecenljivo, ko smo že pri tem? In po drugi strani, kaj je tista stvar, za katero največkrat zapravljate s kreditnimi karticami? Pa da gremo od konca tega vprašanja. Jaz praktično plačujem vse na digitalni način. V zadnjem času večinoma s telefonom ali pa uro. Kar pomeni od kavice, če je le možno, do največjih nakupov, ki jih pač naredimo kot družina. Tako da, zagotovo, če pogledamo, kaj je neprecenljivo iz nekega osebnega vidika, je družina, otroci, veselje, druženje s prijatelji. Po drugi strani bi pa rekel, neprecenljivo je tudi to, kaj nam, bom rekel, podjetje ali pa Mastercard omogoča, da lokalno kreiramo neprecenljive zadeve, ki so lokalno relevantne, pa mogoče tudi, bom rekel, blizu srca. In tu potem dobiš mogoče eno dodatno energijo za ustvarjanje. Mogoče ena kratka zgodba iz letošnje Planice, kjer smo gostili dva otroka, ki sta v bistvu slabo vidna in tudi slišita slabo. In v bistvu zaželela sta si spoznati Petra Prevca, spoznati, kakšni so skoki in podobno. In Petra Prevca je praktično nemogoče bilo dobiti v Planici, bila je njegova zadnja tekmovanje. Ampak moram priznati, da smo imeli srečo, peljali smo jih sredi tekme na vrh skakalnice, prišla sta dol in neprecenljivo se je zgodilo. Peter Prevc je prišel mimo in sta otroka doživela v bistvu srečanje z njim. Kar zgodba se ni končala tam, kar je bilo, bom rekel, neprecenljivo, pa potem iz osebnostnega vidika, ta dva otroka sta posnela video v znakovnem jeziku in se nam zahvalila za to izkušnjo. Bi rekli, da smo Slovenci na splošno odgovorni potrošniki? Tu je dobro vprašanje, pa verjetno ne čisto jasen odgovor. Če pogledamo našo raziskavo Master Index, ki jo delamo 2-krat na leto in tudi preverjamo, kako ljudje ravnajo z denarjem in podobno, pravi 79% od ljudi, da je zadovoljno s tem, kako upravlja z denarjem. Po drugi strani 20% jih uporablja samo neke pripomočke za upravljanje z denarjem, 13% ljudi je pa takšnih, ki je bilo na kakšnem izobraževanju o upravljanju denarja, premoženja. In mogoče tu pridemo do te točke, ki je morda problem, ker neki finančni strokovnjaki tudi opozarjajo, da realno pa ljudje se ne zavedajo, koliko porabljajo denarja. In kje mogoče vidimo problem, je, da v Sloveniji nimamo finančnega opismenjevanja v osnovni pa srednji šoli. In otrokom manjka, da bi že na začetku se naučili pravilno ravnati z denarjem, tudi razumeti investicije, kako deluje borzni trg, kako plačevati s karticami, kako varen biti na internetu in plačevanju. In mogoče imamo tu še področje za izboljšave. Kako pa vi recimo to udejanjate v praksi s svojimi otroki? Poskušamo jim razložiti v življenjskih situacijah, kakšne so zadeve. Da smo zdaj nek perfektna družina pri izobraževanju denarja, zelo dvomim. Je pa tak, da ta večji otrok, ki je v srednji šoli, pač dobi svojo, rečemo, žepnino, ki jo pač porablja za malico pa kakšne izvenšolske aktivnosti. Za ta manjši, ki pa je v osnovni šoli v bistvu še nima žepnine, ampak pač skozi pogovor poskušamo pojasniti, kako ravnati, kdaj in kaj sploh pomeni določena cena, ker otroci marsikdaj ne razumejo, kaj je 20 €, pa da mogoče to ni tako malo, kot oni mislijo. Zdaj pa mogoče še en izziv za vas. Mastercard je kot brand prisoten tudi v popularni kulturi, ne? Tako globalno kot v Sloveniji. Zdaj pa, a mi znate mogoče povedati naslov slovenskega literarnega dela, izdanega v relativno zadnjem času, no, ki ima v naslovu Mastercard? Naslova ne vem znal povedati, se pa spomnim te knjige. Mislim, da 2 leti nazaj bila izdana. Tako da, tu ste me pa našli.